če greva zdaj mal na to filozofsko področje, ne? Virtualna resničnost. Ne? Ker v bistvu igre, če gremo čist nazaj do nekega Ponga, ne? To sta dve deskici, Vem, ta prva. Ki se podajata žogico. Ne? Že takrat smo mi nekako začeli simulirati naš svet. Ne? Se pravi, igre so v bistvu simulacije našega sveta, računalniške, ne? In v bistvu tam kompitaš oziroma neke izzive premaguješ. Ne? In zdaj, ko gremo na področje te virtualne resničnosti, ne, se pravi, imamo neke očala imaš gor in v bistvu greš noter, ne, v igra. Ne. Jaz mislim, da to ni dvoma, da bomo enkrat prišli do točke, kjer ne boš več razlikoval med to resničnostjo pa virtualno resničnostjo. Ja. A si kje razmišljal o tem, ne? Boš v bistvu imel vse to, kar sva govorila o dopaminu, o odvisnosti, o hukanju otrok, ne? Pa to daš še na potenco, 10. Greš noter in otrok sploh ne prije več nazaj. Ne? Dobro, mislim, da to ne bo, no. Ampak definitivno, tako kot si rekel, da bo isto, kar resnično, se po moje potrebno samo, da bo en piksel tako velik en atom, ne? To pa je verjetno samo vprašanje časa, če se bo to sploh dalo, ali pa pač mogoče niti ne, lahko je tudi verjetno večji, ampak jaz se strinjam s tabo, da bo tehnologija prišla do tega, da bo virtual reality isti kot to, ne? Pač sam v vsakem primeru boš ti gledal nek screen in screen ponavadi prosto oko en running joke je online, da pač prosto oko ne vidi več kot 24 FPS-jev, ampak po novih raziskavah vidi tudi 1000 FPS-jev, ne? Ja, če ostanemo na področju, da bomo mi ostali samo, da boš vizualno konzumiral. Aha, da bi ti prav preklopil na... Ja, recimo, zakaj ne? Ker v bistvu, če imaš omejitve tukaj, a ne, pri zaslonih, zakaj ne bi direktno v možgane simuliral neki, ne? Lej, če se bo dal, mislim, da se bo zihar, če se bo dal, se bo zihar to delal. Ja, in pol ti v bistvu, igre so nekako neko popolnost hočeš narediti, ali pa neko ultimativno zabavo, ne? Ja. In zdaj si pa predstavljaj, da ti v bistvu lahko ultimativno zabavo simuliraš, ne? Koliko motivacije imaš ti, da prideš nazaj v real life, ne? Ker so težave, ker so... Vsem mislim, da, če bi res vse v možgani delal, ne, ker ne virtual reality, kakor ga jaz zdaj poznam, moj sosed recimo ima Oculus in... Odvisno, kjero verzijo, ne? Mislim, da ima ta prvo in zdaj neko novejšo za na PlayStation in si pač daš očala gora, ne, in pol greš igrati in ima, ne vem, Beat Saber, ne vem, če si slišal. Ja, sem igral. Ja. A si igral Lightsaber, ne, pač mene je bilo tako highly addictive, ne, pač, ampak ima pa ta added benefit, da se gibaš, ne. Ja. Kakorkoli obrneš, si v bistvu fizično aktiven, ker sedenje res ni zdravo za nas kot ljudi, sedenje ni naravna drža, ne, in če pač mi toliko časa presedimo, bi bilo zelo dobro, da vsaj nekaj minimalnega naredimo, da kontriramo te efekte, ne. Ja. Ampak spet, če simuliraš direktno možgane, ne rabiš gibanja. Ne? Je pa lahko ležijo, ne? Ti ležiš v bistvu, pa samo z možgani v bistvu upravljaš tega karakterja. Ne? Pa v bistvu že govorijo o matrici scena, mi smo baterija v nekih kokonih in... Tako ne. Ja, ker veš, mene skrbi, koliko boš ti imel motivacije priti nazaj, ne? Ker zdaj imaš neko, ne? Že na vece te, recimo ti lahko 8 ur igraš, na vece moram, ne? Ja. In v bistvu ta fizični svet te samo omejuje. Skoro so neke težave, moraš skrbeti za telo, moraš ga nahraniti, res je, nisi čist zbujen, malo si utrujen. Ja. Tam pa daš človeka na kateter, da lahko ščije leže in je not preklopljen in je to ne. Tako kot... Ja, vprašanje, kdo bi v to privolil, ne? A bo to voluntary, a bo involuntary, pač, če bomo do tega prišli, ne vem, kaj ne rečem. Zdaj voluntary, igraš, ne? Sam, koliko imaš pa ti izbere, če je neki tok addiktiv, ne? To je spet vprašanje, ne? Lahko te en tok zmanipulira, da ti misliš, da imaš izbiro, ne? To je ultimativna manipulacija. Ja, to je najboljša manipulacija, zato ker misliš, da imaš še vedno free will, ne? Tako. Ja, tako da na to pa dejansko ne vem odgovora. Bolje res bed. Ne, tako jaz malo razmišljam, ne? Ker imamo dejansko dve poti, ne? Lahko je tako zelo dober, lahko je zelo slabo, ne? Ali pa smo že tam noter, ne? V matrici, ne? Sej, če ti ne moreš razlikovati, ne? Sej to, ne? Kdo pa pravi, da nismo, ne? Ja. To so te pol težka vprašanja, ampak čisto iskreno, naprimer zame, e-šport
bo vedno nekako baziran na miško pa tipkovnico. Ali pa na game controller. Jaz mislim, da prav e-šport, če pač grem v to sfero, ko sem se jaz v njej ukvarjal, na e-šport, ne samo igre na splošno. Mislim, da je zelo težko narediti competitive virtual reality e-šport in mislim, da naprimer CSGO-ja Counter-Strike ne bo nikoli zamenil neki virtual reality Counter-Strike. Mislim, da... Sam Beat Saber verjetno obstaja nek competition. Nisem pogledal, ampak... Zika, ja, ne, pa si ima že tam leaderboard, verjetno se tekmuje, kdo bo imel najboljši skor, ne? Tako, ja. Tako da ja, zihar so neke tekmovanja, ampak a bi temu rekel e-šport, a bi temu rekel, kdo ima rekord, a ne? Ja, bolj bi temu rekel e-šport, ker je dejansko full premikanja, ne? Aha, ok. Ne, čakaj, veš, da sem glih 2 dni ali 3 dni nazaj sem bral definicijo o športu iz English Dictionaryja, glih nekaj o to temo sem bral in v bistvu ga zdaj ne vem, ampak naj bi bil tudi e-šport del športa, ker je pač competition, mislim, da je zapisano, mogo bi prav definicijo prebrati. Ja, jaz sem tudi šel gledat, je zapisano sicer gibanje, ampak se je v bistvu... Fizična aktivnost, ja. Ampak, ne vem. To je zelo tako loose, a ne, lahko je tudi to fizična aktivnost.